Državni zbor Republike Slovenije, bom jaz tole zdajle tukaj vam pokazal, samo tole bom podelil z vami. Torej, naredili so deklaracijo. Zdaj bom samo v prvem stavku tukaj prebral to, kar je, in sicer deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije, pazite, v institucijah Evropske unije v obdobju 2021-2024. Deklaracija je nastala 2. aprila o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije. In so naredili deklaracijo. Deklaracija je zaveza. Piše, da bodo spoštovali vse, kar pride iz Evropske unije, in se tukaj zavezujejo nov zagon Evropske unije, tukaj 6 prednostnih področij delovanja Republike Slovenije. Torej, karkoli sprejmejo v državnem zboru, karkoli vlada predlaga, mora državni zbor sprejeti, zato ker so se tukaj rekli deklaracija o sodelovanju. Tako da državni zbor v bistvu sploh nič več ne odloča, kar vlada reče, avtomatsko v bistvu že sprejeto. Je to narejeno enem takem, bom rekel, subtilnem nivoju njihovega sodelovanja. In zdaj vas vprašam, koliko izmed vas je vedelo za to deklaracijo Republike Slovenije, ki so jo naredili pač v tem času, aprila. Jaz sem jo spregledal v uradnem listu Republike Slovenije, ampak mediji o tem niso ničesar razlagali. In izgleda, da je to pravni trik vseh držav, zato da se vlada in zakonodajni organ povežejo, ker hočejo vse zakone nam spremeniti. In to je zdaj, kar se tega tiče to. Evropa v primežu globalnih manipulacij, kar se dejansko dogaja, to, kar smo zdaj slišali, je vse primež. Razkrivamo v bistvu strategije globalnih elit za obvladovanje in oslabitev evropskih držav ter pripravo na novi svetovni red. Evropska celina, nekoč ponos sveta, svojo bogato zgodovino, kulturo in identiteto, danes tone v primežu tujih političnih igric in manipulacij. Tipična, kot smo rekli, sem vam tole pokazal, tale deklaracija Republike Slovenije. Naš narod se zdi, glejte, da nimamo več pravega vpliva na politično dinamiko, na dogajanje v sami državi. Saj smo prepuščeni izvrševanju absurdnih ukazov, ki nam jih nalagajo navidezni vrhovi Evropske unije. A ti ukazi v resnici izhajajo iz rok oligarhičnih masonskih suverenov, ki delujejo v ozadju, skriti, nikoli se ne pokažejo nikjer. Kot recimo to smo že rekli danes, Svetovni ekonomski forum, Organizacija združenih narodov, NATO, WHO, Klub Bilderberg, Aspen inštitut in drugi. Danes me je poklical predsednik izvršnega odbora društva in me opozoril, je rekel: Mihael, dobil sem informacijo in ta informacija je, da bodo zdaj od 8. avgusta pa verjetno do 19. vojaške vaje v časovni sekvenci po vsem svetu. Tako da, če še kdo nima te informacije in če bo kaj slišal, gre za vaje, ne? Vemo pa, kaj je COVID vaja naredila v 2 letih in pol, ne? Tako da bodimo pripravljeni, nič nas ne sme presenetiti. Iviljana še iz starih časov to v kratici pove NNNP. Če se spomnite, je imela tudi predavanje nekoč o tem, nič nas ne sme presenetiti. Torej, ne dajmo se presenetiti. Ne glede na to, ali gre za digitalne denarnice. Sami smo govorili o sprejetju zakona za gotovino, ki ga hočejo postaviti naši vrli pravniki in odvetniki. Seveda smo se v društvu temu uprli, ker to dajejo v javne finance. Če dajo uporabo gotovine v javne finance, pravico do uporabe gotovine, je to tvoja denarnica, tvoja gotovina postane javna last. Dajmo se malo zamisliti, kje so pravice, ne? Ta pravica je zelo izraz, ki zavede, zato ker so v ustavi pravice, veste, v 2. poglavju. Od 16. člena do 48. 49. člena v ustavi so navedene pravice, ki se izvršujejo neposredno na podlagi ustave. 152a člen oziroma to so pa že javne finance, tam je pa vse javno in nam hočejo ves naš denar postaviti v javno. Kaj to pomeni?
kot na Kitajskem, a ne. Greš čez cesto in te označi, da si naredil prekršek in potem seveda ti vzamejo finance, ne moreš kredita vzeti, vse postane javno. In pri nas se tega ne moramo jeti. Dajte ljudem povedati, dajte razširiti, da 6. poglavje ustave je poglavje o financah in je javno, za javnost, saj veste. Skrivajo sicer denar, skrivajo plačila, tudi Banka Slovenija in vse to, ampak to so javne stvari, ki se tičejo nas vseh. Osebne finance pa ščiti 39. člen ustave, ki govori o varstvu osebnih podatkov. Okay? In tam bi mogel biti recimo 48a člen noter, kjer je to zavarovano, zapečeno in nihče ti nima pravice postavljati, koliko boš dvignil denarja na banki, kakšno vsoto imaš, nihče ti ne sme kontrolirati, mora biti zasebnost. Potem ne sme biti vezana poraba in nakup pred nakupom, po nakupu, ne sme biti vezano na zdravstveno stanje, ker zdravstveno stanje je pristojen nekdo drug, ne pa finančni minister in ne država. In še kup drugih stvari. No, v enem od prejšnjih srečanj smo o tem debatirali, imam pa tudi jaz na spletni strani oziroma na svojem Facebook profilu to zapisano, morda, če koga zanima, si malo poglejte, ne dajte se zavesti, ne dajte podpisovati tega zakona, ne vem, kdo ga je postavil, ne vem, kdo je to sforsiral, ampak en človek to forsira, ljudje vidijo, da gre za denar, uporabo gotovine, ampak to je vse, kar vidijo. Ozadja, kako je to narejen, zakaj je tako narejen, pa nihče ne pogleda, zato ker ljudje premalo poznajo in ustavo in agendo. To se pravi, ne glede na digitalne denarnice, ogljične kredite, migracije, tokove ali koncesije za počitniške kapacitete, gledajte, rezultat je vedno isti. Ljudstvo nima vpliva in ne odloča o ničemer več. Če pa že odloča, je prevarano, tako kot pri tem ustavnem členu. Gre za globoko prevaro. V imenu lepega, dobrega, ti nastavijo past. Glejte, mi se počutimo nasprotno zaradi tega oropani, ponižani, ustrahovani in na koncu, ko se poskušaš upreti, kaj povedati, te še utišajo, zbrišajo profil. Skratka, vsi vemo, kako iz ozadja ta mafija pravzaprav deluje. Moč oblasti napreduje brez milosti in nas duši pod kolesi maščevalnosti, cenzure, politične nekorektnosti in mita o nujnosti nenehnega napredka. V imenu napredka in znanosti, ki je postala, vsi vemo, kvazi znanost, ker če hočeš znanost zajeti, je treba nenehno ugotavljati, raziskovati, se pogovarjati, tako gre znanost naprej. Ne pa enostranska znanost, ki je postala dogma kot v cerkvi, papež je rekel, zdaj pa nihče ne sme več vprašati, pač tako je. Čakajte malo, dajmo se malo zamisliti. V resnici je ta mit plod distopičnih fantazij vplivnih, psihopatskih milijarderjev. Evropske države se soočajo z invazijami, izčrpavanjem bogastva, opustošenjem pokrajine, barbarstvom v družbi in izbrisom stoletnih tradicij in kultur in cele zgodovine. Vendar to ni naključje. Totalitarna in materialistična Evropa je bila zasnovana, da postopno oslabi suverenost narodov. Zakaj mislite, da so migracije? Zakaj mislite, da tako mešajo narode? Zakaj mislite, da je ta LGBT narejen? Zato, da izgubi človek identiteto. Otroke v šoli vzgajajo, da je lahko karkoli, kdorkoli. Nihče pa me ne pove, da je rojen v Sloveniji, naj bo zaveden Slovenec, nihče ga ne nauči ustave, slovenske kulture, ampak to se uvaža ena kultura v vse države sveta. Mi izgubljamo nacionalno zavest, suverenost narodov propada. Na tem moramo graditi in paziti, kakšen je kurikulum v osnovnih šolah, v srednjih šolah, v vrtcih. Tisti, ki imate otroke, zahtevajte, da vam ravnatelji dajo kurikulum, ker zdaj je spremenjen tako po navodilih, pravzaprav sem bral nasvete United Nations, obup in groza, kaj učijo otroke v šolah. In to pride v ministrstva, ministrstvo da seveda ravnateljem, ravnatelji morajo kao bogati, če ravno so suvereni in oni odločajo.
ampak zdaj nič več oni ne odločajo, vse pride z vrha in ta ni več ravnatelj, on je samo še izvajalec, to ne zasluži več imena ravnatelj. In to je le del prehoda k vzpostavitvi novega svetovnega reda, ki ga hočejo do leta 2050 narediti in ustanoviti svetovno vlado. Ljudje božji, mi se moramo potruditi kot Slovenci, ne bom rekel kot državljani, ker jaz se ne počutim več kot del te Republike Slovenije, kot državljan zaradi tega, ker je to, kar počnejo, nedopustno. Sem pa Slovenec, tukaj suveren in mi v društvu smo v drugi samoupravi in lahko v imenu in v okviru države delamo pošteno, delamo pravilno in lahko države tudi zahtevamo zaradi tega, ker jo mi plačujemo in oni z našim denarjem morajo delati. Ne glede na to, koliko je denarja, tudi če nekdo da 5 evrov ima svoj glas, tudi če oni plačajo iz tujine organizacije milijarde, to nič ne pomeni. Kadar so pogajanja, sta obe stranki enakopravni v pogajanjih, ne glede na to, koliko doda. V resnici, v praksi seveda so te stvari drugače, ampak v pravu je vedno tako. Če se pogajaš za eno stvar v pogodbi, je obligacijski zakonik Republike Slovenije popolnoma jasen v 4. členu, stranki v pogajanjih sta enakopravni. Ali je to delavec pa delodajalec, ne glede na on lastnik firme, ti prideš, ampak on brez tebe nima tovarne, ne more zagnati. Tudi brez elektrike in brez robotov počasno ne bo, ko nas hočejo na vse to navajati. In to so zdaj hočejo ustanoviti eno svetovno vlado, eno valuto, en skupni jezik in univerzalno religijo, krislam, to smo tudi že obravnavali, v okviru splošnega koncepta sreče, transhumanizma in hipernadzora. Vzemite primer samo Kitajsko, recimo Anglijo, London, to je vse pod kamerami. In tudi še kakšne druge države. Da boste razumeli, zakaj Švedska ni nosila mask, zakaj je Švedska tako sproščeno COVID preživela, zakaj smo se vsi na Švedsko zgovarjali, pa recimo gospod Potrčki je veliko poročal iz Švedske, česa on ni vedel. Ali pa je vedel. Skratka, ni pa povedal, da je tam že vse digitalizirano, da tam ni več gotovine, da so tam stvari urejene tako daleč, ki pri nas o tem sploh še sanjamo. In tam v bistvu neke pokorščine itak ni bilo treba izvajati, ker ljudje to že delajo, kar imajo pri nas šele načrt narediti. Tako da vsi tisti izgovori, Švedska gor, Švedska dol, ve se, zakaj globalist ni pritisnil na njih in pač to je bila samo ena taka fina prevara in izgovor. Glejte, globalistične elite posedujejo ogromne količine kapitala, s katerimi nadzorujejo finance, vlade in sodstvo. Vse sodnikov ni več. Če prideš, on bo prisodil kaj? Na prekršek, na sivo cono. Konkurenčno pravo, rečemo danes, ker to ni več državno pravo. Če sem jaz v prekršku, potem zakon velja, če je v prekršku tist, ki naredi prekršek, pa krši človekove pravice, on pa ni v prekršku. Zanimiv svet postaja. Kljub temu pa se bojijo, da bi v prihodnjem stoletju prebivalstvo na Zemlji preseglo naravne vire, zato se pripravljajo na depopulacijo planeta. O tem ne bom, ker nam je vsem jasno, kaj počnejo. Njihove strategije so premišljene in zvite. Ne moreš takoj vedeti, zakaj gre. Zvite in premišljene. Če vam povem eno stvar, ko ugotovite, da je v pogodbi, ki ste jo s nekom sklenili, posredno, ustno, pisno, ste si roko dali in če ugotovite, da je prevara, v tistem trenutku, ko to ugotovite, lahko brez škode tako pogodbo prekinete. Tukaj se bom za sekundo ustavil in vam bom nekaj povedal. V roki držim pismo, ki ga sestavljam že ves teden za predsednico, Pirc Musarjevo, in vam povem nekaj glede 3.a člena iz Ustave Slovenije,
ne sme prenašati izvrševanje suverenih pravic na mednarodno organizacijo, če te ne delujejo v skladu s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Izpuščeni stavek v členu 3 mednarodnih zdravstvenih predpisov 2005 bi to lahko predstavljal kršitev tega ustavnega načela. Kaj sem sploh prebral, zakaj gre? Marsikdo od vas ne razume in ne ve. Glejte, tukaj vam pokazal v kamero, to je IHR, ki so ga sprejeli. In tukaj piše, kar je prečrtano, da bodo dali ven. In poglejte, tukaj piše, da se črtajo človekove pravice. Človekove pravice črtajo ven. 3. člen ustave, 3.a člen ustave pa pravi, bom ga jaz tukaj prebral. Ja. 3.a člen. Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese izvrševanja dela suverenih pravic na mednarodne organizacije, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In tukaj WHO in United Nations črtajo ven človekove pravice in svoboščine v pogodbi, ki je sklenjena, torej gre za kršitev pogodbe. Mi smo to opazili, brez slabe vesti. Naše društvo ne more take organizacije podpirati, niti take države, ki to podpira, niti Slovenije, ki se ne opre temu, mada smo o tem govorili in govorimo že ves čas. S takšnimi ljudmi ne moramo sodelovati. Okay. Medtem, ko so razmere za Evropo zaskrbljujoče, se moramo zavedati, da ni naključje, da smo v takem položaju. Evropska unija je namreč umetna tvorba, ki je bila ustvarjena z namenom oslabitve suverenosti narodov in uvajanja ukrepov, ki nas vodijo proti lastni izničitvi. To je tako jasno kot beli dan. Ljudje izgubljajo upanje, ljudje izgubljajo vero, ljudje izgubljajo identiteto, glede na vse to, kar se dogaja, in izgleda, kot da sami sebe kurimo, po domače povedano. Pa kljub temu se morda zdi, da smo svobodni, ne? Se gremo na morje, se še peljemo, malo gremo še sem, malo kaj na obiske, da smo svobodni, smo v resnici le pohabljene kolonije, ker so nas prepričali, da smo gospodarji lastne usode. Dobro, ne? Fajn so zrihtali. Zdaj je čas, da se končno zbudimo in postanemo zavestni tega svojega položaja. Ne smemo dovoliti, da se razpršimo v majhne reke protestnikov, ko pa je tarča, ki jo je treba doseči, le ena. Potrebujemo enotnost in pravo zavedanje, da bomo lahko spremenili tok dogodkov in se uprli temu mračnemu načrtu. V prihodnjih bitkah ne smemo izgubljati, ampak moramo ostati osredotočeni na cilj, ohraniti svojo svobodo, suverenost, identiteto in graditi svojo prihodnost. Če pride digitalni evro, hvala lepa. Če spremenijo ustavo, jo je treba takoj spremembo preklicati. Ustave se ne sme v nobenem primeru spremenjati. Ko sem govoril o prejšnji spremembi ustave, je pred par meseci vlada državnemu zboru naročila spremembo ustave 60., 61., 62. člena za ustavno sodišče, kjer bo ustavno sodišče, ko se boste vi pritožili, odločalo, ali bo sploh vzelo vašo pritožbo ali ne. Ja? In če se jim bo zdelo, da niste v pravi liniji, bo rekli, to pa ni. Vzeli bodo samo tiste, ki jih bojo vzeli. Se točno ve, da uporabljajo obstoječa orodja, ker doktor Aceto, predsednik ustavnega sodišča, je bil pred 3 meseci na Dunaju in je na Dunaju pred vsemi ustavnimi sodniki Evropske unije imel predavanje z naslovom Uporaba obstoječih orodij za izvrševanje agende 2030. In zdaj to delajo. In to je
Izvrševalec agende na ustavnem sodišču, se pravi dela za agendo, ne ščiti ustave. Hvala za takšne ljudi. Ne? Mi se moramo združeni kot enotno in odločno evropsko ljudstvo postaviti proti globalnim manipulacijam. In takšnim ljudem, ki manipulirajo z nami, ki nas dušijo pod tujim vplivom. Začeti moramo zaupati lastnim instinktom, tradicijam in vrednotam, ki so nas oblikovale skozi stoletja. Čas je, da se utresemo okov z verigami, ki so nam jih nataknili globalisti, in vzpostavimo lastno suverenost. Nekaj korakov za to rabimo narediti. Prvi korak po osvoboditvi je ozaveščanje. To je to, kar počnemo ravnokar. Vam povemo, kakšne so stvari, marsikdo nima časa slediti, ima otroke, ima družino, ima probleme, ima poplavo, zdajle se gledajte, kaj so nam naredili in kaj hočejo. Pridelki so šli, hočejo, da kupujemo njihovo hrano, ker Slovenci smo pridni, slovenski narod je čudovit, slovenska dežela je bogata, čudovita. Kaj se je zgodilo s temi poplavami, s temi povodnimi? Kje bo kakšen pridelek letos? Za prihodnje leto? Kje bojo kakšne ozimnice? Ljudje so ostali brez domov, mostovi so podrti, ceste so porušeni, vsa komunikacija je mrtva v Sloveniji, v glavnem. Skratka, gledajte, to je vse načrt, grd načrt in potem rečejo, ja, to je narava, zdaj pa mi moramo vas zaščititi, zdaj pa mi moramo, tam se nekje dobivajo na nekih sestankih, SMS se bomo zdaj uvedli, da bomo prej ljudi upozorili, da bo spet poplave, pa da bo spet dež, se pravi, nam imajo še namen to pošiljati. In to je njihova, mi vam bomo pomagali, vas bomo z SMS obvestili, da bo še, veste, mi smo dobri. Tako razumite, kaj počnejo. To so vladajoči razredi, ki delujejo v ozadju in izkoriščajo lažne volitve za dosego svojih ciljev. Čas je, da odpremo oči in ne prepoznamo njihove manipulacije, se nam bo slabo pisalo. Če tega vsega ne prepoznamo. Marsikdaj še ne prepoznamo, ampak skušamo se, trudimo se. Drugi korak je enotnost, ne se kregati med sabo. Ne smemo v drugi samoupravi, kjer smo, dopustiti, da bi nas globalni igralci razdvajajo in postavljajo ene proti drugim. Preberite si 145. člen Ustave Republike Slovenije, tisti, ki ne veste, društvo deluje v imenu in za ime države iz druge samouprave. Nadzor države se nad društvom konča v 144. členu, od tega člena naprej država nima vstopa v drugo samoupravo. Konc zgodbe. Ne morajo tega sprejeti. Veste, kakšne subverzije delajo društvo. Lepo, ampak mi jih samo lepo pozdravimo. Pride osa, pride piči, vzame računalnik, vzame tretjega samovca. Mej, če hočeš. Vse se bo obrnil nazaj, se bo v času vse pokazal. Ne smemo dopustiti, da nas igralci razdvajajo in postavljajo ene proti drugim. Nastopiti moramo kot en glas, držati skupaj, kot zahteva svojo pravico do samoodločbe in suverenosti vsak posameznik od nas. Še posebej danes, ko bomo to suverenost razglasili v naši deklaraciji. Tretji korak je akcija. Akcije so različne. Nekdo duhovno lahko podpre z molitvijo, nekdo zna fizično kaj narediti, nekdo zna kaj povedati, sestaviti, oblikovati, nekdo več zasluži, lahko prispeva podpre dejavnosti, tako da bodimo drug z drugim, drug ob drugem, ker skupaj smo kot en organizem. Telo, gledajte, ima oko, ima uho, ima roke, ima noge, vsaka stvar ima svojo funkcijo. Ampak če je prizadet en majhen organ, celo telo trpi. Tako da dajmo se podpirati. Srčna hvala vsem za pomoč in za podporo v društvu. Rabimo zdaj, smo veliko dali, veliko investirali, veliko se je nabrali, tako da srčna hvala vsem, ki nam aktivno pomagate, stojite ob strani, z duhovno podporo, s fizično podporo, s finančno podporo in z odobravanjem in srčna hvala. Včasih kar pridejo solze na oči. So tudi kakšni ljudje, ki veste, malo drugače stvari gledajo, ki so se z računico vpisali v društvo, ampak to je njihova stvar. Tudi mi se zavzemamo prav za slednje, da bomo delali skupaj in zato smo se odločili za to deklaracijo Društva za srečno življenje Belis, da se zavežemo
k lastni suverenosti, k aktivnemu delovanju in k svobodi. Četrti korak, ko govorimo o teh korakih, kaj treba narediti, je izobraževanje, ne samo informiranje, tudi izobraževanje. Saj samo dobro obveščeni lahko zavzamemo pravilen odnos do globalnih vprašanj in prepoznamo manipulacije. Nekdo me je zgleda zelo dobro pripravljal za to pot, tako da sem hvaležen, sprejemam se kot orodje. Imamo, glejte, misel z izjemno močjo tudi v naši deklaraciji, da je naša prihodnost in prihodnost naših potomcev, to je glavna igra. Moramo misliti na naše potomce in na njihovo prihodnost. Tako kot so zanamci razmišljali o prihodnosti, ki jo zdaj živimo. Žal nas je doletelo, kar nas je doletelo, ampak na nas je zdaj ta posebna naloga in ne živimo zastonj v tem času, prav mi in prav zdaj, ker smo dovolj močni in usposobljeni, da se borimo proti temu zlu. In danes bomo sprejeli to deklaracijo kot vodilo našega nadaljnjega delovanja in boja proti temu globalnemu zlu. In končno še en korak, čas je za akcijo. Kot slovenski in evropski narod se moramo zbrati in se postaviti proti globalnim manipulacijam. Ne smemo dovoliti, da nas vodijo v lastno izničenje in uničenje. Skupaj lahko dosežemo spremembe in zaščitimo svojo suverenost ter ohranimo dediščino naših prednikov za naslednje generacije. Čas je, da stopimo iz sence globalnih elit in zaživimo kot svobodni, suvereni, enotni slovenski narod in, če želite, če smo že pogodbeno povezani, evropski narod. Ko so meje odprte in tako naprej. Ampak jaz gledam tudi kot svetovni narod. Vendar ne z vidika svetovne vlade, manipulacije, nadzora, ampak spoštovanja človeka in kamorkoli greš, če si toplo sprejet, si sprejet od človeka, ne od politike in ne od ideologije ali pod nadzornim organom omejevan. Le tako bomo lahko ohranili svojo identiteto, kulturo in vrednote ter stopili naprej v prihodnost kot enoten in močan glas v svetu. Ne dopustimo, da nas vodijo v propad. Zdaj je čas, da stopimo skupaj in se borimo za našo prihodnost, kajti samo skupaj smo močni.